Na božični dan smo prišli v jamo Pekel. V barvah božiča, v rdeči in zeleni, nas že pred vhodom pričaka božiček in nas pričakata novoletni smrečici. V podzemnem svetu jame pa nas čaka razkritje božične skrivnosti. Kraška jama Pekel, ali Peku, kot jo imenujejo domačini, je stara več kot 3 milijone let. Kanček domišljije nam pred vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Po zimi, ko je zunanja temperatura nižja od temperature v jami, se iz vhoda včasih kadi. Zato so se naši predniki jame bali in ji nadeli ime jama Pekel. Je ena največjih za turiste urejenih kraških jam na Štajerskem. Jamo je izdolbel tok potoka Ponikvica, ki nad jamo ponikne, iz nje pa priteče z imenom Peklenščica. Skozi jamo je speljana 1159 metrov dolga pot. Za obiske turistov jo je leta 1972 usposobilo turistično društvo Šempeter. Leta 1976 so za obiskovalce odprli tudi zgornji, suhi del jame, ki so ga odkrili prebolski jamarji avgusta 1969 in nato izdelali izhod na vrhu. V jami je čudovit podzemni slap z dobrimi 4 metri vodnega padca. To je najvišji podzemni slap v Sloveniji, ki je obiskovalcem dostopen z neposredne bližine. Žal ga obiskovalci božične skrivnosti ne vidimo, ker pot ne vodi do tja, si ga pa lahko ogledamo preko leta. Čudovite stvaritve narave v jami so od leta 2000 vsako leto na božični dan in dan po njem kulisa prireditvi Božična skrivnost v jami Pekel. Turistično društvo Šempeter skupaj s kulturnim društvom Grifon in sodelovanjem šempetrske osnovne šole za prav posebno doživetje božične zgodbe v jamo postavi žive jaslice. K sodelovanju vsako leto povabi tudi glasbeno-pevske skupine iz celotne Spodnje Savinjske doline. Jaslice so del praznovanja božiča, ki je spomin na Jezusovo rojstvo in je za veliko nočjo največji krščanski praznik. Med ljudmi prav gotovo najbolj priljubljen. Povsod po svetu je to družinski praznik, z obdarovanjem, z izražanjem dobrih želja in upanja na prijazno prihodnje leto. Postavljanje jaslic ni prav stara navada. Od 17. stoletja dalje so jih postavljali le v cerkvah, na slovensko podeželje pa so se razširile v 19. stoletju. Našim kmečkim prednikom so bile jaslice blizu, saj so prikazovale življenje, ki so ga dobro poznali. Pastirje, ovce, živino, skromne starše z novorojencem. Doma so izdelovali jaslice iz gline, iz kamna, lesa ali slame. V začetku so jih postavljali v bokov kot. Ker pa je tam malo prostora, so se preselile na mizo. Ob glasbi, ki jo izvajajo manjše vokalne skupine in glasbeniki, se obiskovalci prireditve sprehodimo skozi prelep podzemni svet s kapniki, stebri, kamnitimi skulpturami in podzemnim potokom. Pred očmi se nizajo prizori jaslic. Pastirji varujejo svojo čredo in prenočujejo na prostem, ko jim angel sporoči veselo novico. Angel napove Mariji Jezusovo rojstvo. Marija obišče Elizabeto. Jožef in Marija z Jezusom. Trije kralji prinašajo Jezusu darila, zlato, kadilo in miro. Iz Božje iskre je nastala zvezda, ki se bo razcvetela v sonce. Božič s svojimi simboli nagovarja davni spomin človeštva. Spremlja ga pričakovanje, spremlja ga vznemirljiv občutek, da se bo zgodilo nekaj skrivnostnega, lepega. Pričakovanje božiča budi upanje v srcu, prinaša toplino in mir.
Pred izstopom iz jame nas pričakata še pozdrav in praznično voščilo mladih dimnikarčkov, simbolnih prinašalcev sreče. Zunaj nas zopet objame veselo dogajanje, v katerem je posebej poskrbljeno za najmlajše obiskovalce. Doživetje božične zgodbe v jami Pekel in prijetno druženje pred jamo obogatita in polepšata praznične dni mnogim družinam. Mi odhajamo, še smrečice nam pomahajo v pozdrav, prihajajo pa novi obiskovalci, novi in novi. Okrog 3000 se jih je zvrstilo v letu 2009.